Babičev mlin v Veržeju poplavljen. Gospodarsko ministrstvo bo Slovencem v porabju namenilo dober 1 milijon evrov. Na Trgu kulture v Murski Soboti parada učenja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu naše osrednje informativne oddaje Dogodki. V polovici maja je Mura zaradi obilnega deževja poplavila tudi Babičev mlin v Veržeju. Mura je v prvi polovici maja zaradi obilnega deževja prestopila bregove, a kljub vsemu ostala znotraj poplavnih nasipov. Ob poplavah, ki so zajele Tinekov Brod na Bistrici, je poplavila tudi otok Ljubezni v Ižakovcih in Babičev mlin v Veržeju, kamor smo se odpravili, ko se gladina Mure znižala. O postopkih in varovanju pri potencialni ogroženosti smo se pogovarjali z Leonom Hladnjakom z prostovoljnega gasilskega društva Veržej, ki je dogajanje opisal. Muro je naroslo, 1000 kubikov nekaj je imelo pretoko, zdaj tista nekša velika resnost, še nije bilo razen tiste v sredo, tisti dan smo šli notre, kaj lastnica prosila za pomoč, ko smo je osnovna potrebščina notri palalika, ki je notri spolo. Pa te smo še pomagali dodatno zavarovati mlin. Mlin so dodatno pritrdili, da ga vode ne bi poškodovale oziroma odplavile. Zavarovali smo tam zadaj z dodatno jeklenico, ki toti lonci so malo že starejši, pa smo za zihar te eno zajlo dali. Je obstajala resna nevarnost, da bi se mlinu karkoli zgodilo? Tu ni, ali ja, po nevarnosti so, ko po Muri doj preplavajo razna drevesa, ne. Zdaj problem je tisti bolj, če je kakšno večje drevo, ko se notri v kolu zadana in te pride do tista ena sila, ki je lahko usodno, ali kako bi tamo rekel, lahko tudi železo zajla nas držijo. Se je že zgodilo, ko so že tudi trgali se lonce. Da Mura prestopi bregove ni nič novega ali nenavadnega, pravi Hladnjak, a vseeno so gasilci vedno pripravljeni. V gasilskem domu se pripravimo z črpalkami za vodo, pripravimo se protipoplavna vreča, če je treba, pa ostalo pa bolj tako, spremljamo teren, ker doček Mura raste, ni neki problem, bolj je, ko začne upadati, se začne v vasi dvigati podtalna voda. Ko smo pripravljali tale prispevek, je podtalna voda še vedno ogrožala in povzročala preglavice v Veržeju, kar je problem. Ja, tu Gozdna ulica, Ribiška ulica, se vidi, ko se podtalno vodo dvignilo, sicer danes že začelo upadati. Prečrpavati vodo v večjem obsegu ni bilo potrebno. Ni bilo tako hudo, smo imeli sosednjo vas Bunčane, so imeli 2 kleti za črpati vodo ven, pa mi Veržej smo imeli eno cesto je zalelo, ki je nevarnost bilo, ko bi z ceste v klet začelo teči, smo z ceste doj odstranili oziroma ščrpali vodo, pa tu v eni hiši je po klanci dol meteorna voda začela zalivati klet. Smo zajezili s protipoplavnimi vrečami, pa si je lastnik dal potopno pumpo notri in si je, kako je naraslo, si je ščrpal. Po pogovoru z Leonom Hladnjakom iz prostovoljnega gasilskega društva Veržej smo se o poplavah pri Babičevem mlinu pozanimali tudi pri lastnici mlina Karmen Babič, ki je bila medtem, ko je Mura naraščala, ves čas v mlinu. Ves čas sem bila tu, se pravi ne samo toti teden, že od prejšnjega tedna, ker je Mura naraščala praktično že 2 tedna. In je bilo meter gor, meter dol, vedno je kaj plavalo po drevesi, se pravi od torka zvečer pa do včeraj zvečer, pa celi 2 dneva notri.
Karmen Babič pravi, da je bilo to pred časom povsem normalno za ta letni čas. Ja, nekdaj so rekli starejši ljudje, ko je bilo binkošti, pa ko se veržeji cvele narcise, so rekli pa stari domačini, kada se je mura skotila. Se pravi, to pomeni, da je mura poplavljala. To je bilo 2-krat, 3-krat mesečno mogoče, ne. Zdaj pa pač smo odvisni od vremena in so se spremenili ti običaji stari, ne, tudi v Muri, ne. Mlin jo sicer ni odnesel brez škode, a večje škode zaenkrat ni bilo. Brez poškodb ne, ker je v nedeljo zvečer priplavala ena velika vrba, ki je poškodovala že zopet novo obnovljeno kolo. Tako da je bilo dvignjeno, je bilo potegnjeno do obrežja, ampak očitno je prišla takšna velika vrba, ki je pač naredila svoje. Je bila to edina škoda? Hvala Bogu, edina. Ob našem obisku se je, kot rečeno, Mura že umaknila. Ja, Mura se je umaknila, samo še pa ni pač toliko, ker če bi prišli malo prej, pa bi snemali, bi še vedno videli, ker še mnogo čega plava dol. Od lubja do vej, do delov dreves, kar je še vseeno vse. Pač ne pametno, da bi mlin deloval. Ker smo stali s kamero, je bilo vidno in po besedah Babičeve vse pod vodo. To je bilo pod vodo, tu je bilo do 15 cm Mure. Babičevo smo vprašali, če je bil tudi mlin v vodi. Ne, hvala Bogu to ne, ker je mlin toliko dvignjen od povprečja reke Mure, ko poplavlja, ka ne pride noter mlin. Ne. Lahko bi se zgodilo, če pride v kakšne 100-letne vode, da tudi pride voda v mlin. Torej, po besedah sogovornikov lahko sklepamo, da je bilo nekajkrat na leto povsem običajno, da je Mura prestopila bregove. Ob tem gre upati, da bo narava kljub spremembam podnebja ostala prizanesljiva do trajnostnih objektov, kot je Babičev mlin. Minister Han predstavil finančno podporo gospodarski in turistični dejavnosti Slovencev v Porabju. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je skupaj z državnima sekretarjema magistrom Dejanom Židanom in Vesno Humr z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskal slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Seznanil se je stanjem gospodarstva v Porabju in predstavil vsebinsko in finančno podporo gospodarskega ministrstva gospodarskim in turističnim dejavnostim Slovencev v Porabju. V roku meseca dni bo ministrstvo objavilo 2 razpisa v skupni vrednosti 1,168 milijona evrov. Minister je napovedal 2 javna razpisa na podlagi omenjenega programa. Predvidoma konec maja bo objavljen že drugi javni razpis za spodbujanje gospodarskih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja za območje, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Razpisanih bo dobrih 488 tisoč evrov, ki bo na voljo za več rokov za oddajo vlog oziroma do porabe sredstev. Ministrstvo želi z razpisom spodbuditi nove in nadgraditi obstoječe proizvodne zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih upravičencem na območju slovenskega Porabja. Upravičenci so torej mikro, mala in srednje velika podjetja. Upravičeni pa bodo stroški, kot so predvsem gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme. Posamezen upravičenec bo lahko prejel od 3 tisoč do največ 50 tisoč evrov na projekt. Danes smo podpisali sporazum o tem, da bomo financirali v vrednosti 500 tisoč evrov za gospodarsko dejavnost, bom rekel, to, kar smo imeli že v prejšnjem letu. 700 tisoč evrov bomo investirali v tako imenovane turistične objekte za nove produkte, kar je seveda tudi nekaj novega in se mi zdi v redu. In drugo, 300 tisoč evrov bomo namenili, bom rekel, za obnovo tudi objekta, v katerem smo ta moment in še enega drugega. Tako da po črto potegnemo, da smo na nek način danes zagotovili država 1,5 milijona evrov in s temi koraki bomo šli naprej. V bistvu sem zadovoljen, ker vidim, da tu gospodarstveniki, gospodarstvenice znajo ceniti ta doprinos Slovenije, mogoče drugače kot kje drugje. Tako da
razpis pa bo šel pa v mesecu juniju ven, tako da potem pa bomo videli, kako bo pač prijav. Predvidoma junija letos pa bo objavljen tudi javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Ministrstvo želi spodbuditi razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na območju slovenskega porabja. Razpisanih po 680 tisoč evrov. Upravičenci bodo mala in srednja velika podjetja ter ostali upravičenci, kot so na primer zveze društev, društva, javni zavodi, razvojne agencije, turistične kmetije. Posamezen upravičenec bo lahko prejel skladno shemo državnih pomoči de minimis, predvidoma do največ 75% upravičenih stroškov. Upravičeni pa bodo stroški, kot so gradbena in obrtniška dela, nakup opreme, stroški tržnega komuniciranja in ostali stroški zunanjih izvajalcev. Minister Han je sporazum o sofinanciranju projektov na področju turizma podpisal s predstavnico slovenske skupnosti Kovač Andrejo. Moramo vedeti, da dejansko porabje je del neokrnjene narave, imamo kar nekaj turističnih ponudnikov, imamo tudi neke atrakcije, ampak ta program bo zagotovil, da podjetniki, ki delajo na področju turizma, pridobijo sredstva še za nadaljni razvoj. Poleg tega pa tudi občine in civilne organizacije, ki pa zagotavljajo neko osnovo za turistično infrastrukturo, si tudi lahko pridobijo sredstva za razvoj. Zdaj, poleg gospodarstva je za porabje turizem izredno pomembna panoga, zaradi tega, ker malce pogledamo, vidimo tudi, da je kar nekaj takih ljudeh, ki je zaposlen na tem področju in mogoče celo ima ideje razvijati še kakšno novo dejavnost na tem področju. V okviru obiska si je slovenska delegacija ogledala tudi slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku ter obiskala podjetje Porabski mizar, ki je primer dobre prakse razvoja družinskega podjetja. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja je Ljudska univerza Murska Sobota pripravila parado učenja, ki velja za najodmevnejši promocijski dogodek na področju izobraževanja. Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Ti letos potekajo od 15. maja do 18. junija po celotni Sloveniji. V sklopu letih je Ljudska univerza Murska Sobota na Trgu kulture izvedla enodnevni dogodek imenovan Parada učenja. Številne šole, zavodi, ustanove in društva so se predstavili na okrog 40 stojnicah, večina njih pa je v ospredje postavila trajnost, spretnosti, prenos znanja med generacijami, povezovanje učenja in kulture, zeleno prihodnost in ohranjanje dediščine za prihodnost. Več o letošnji paradi znanja pa Darja Blagič, koordinatorka Parade znanja. Letos je prijavljeno okrog 37 zavodov, društev, šol in različnih organizacij, kar je nenormalno veliko število udeležencev. Osrednji dogodek tedna vseživljenjskega učenja je Parada učenja, drugače se pa tedni vseživljenjskega učenja odvijajo od 15. maja do 18. junija in je veliko več dogodkov, ki so brezplačni. Galerija se vključuje ob pol enih z delavnico po Mežiki in kasneje tudi popoldan z vodstvom in delavnico po Mežiki. Imamo tudi bogat glasbeni program, učenci osnovnih šol, glasbenih šol, veliko ustvarjalnih delavnic, oblikovanje gline, izdelovanje nakita, sejanje prosa. Letos je namreč Evropsko leto spretnosti in vsak izmed nas ima določeno spretnost. In mi smo vse to povezani tudi z mednarodnim letom prosa in združili spretnost zbiranja receptov. Ljudska univerza je danes izdala tudi knjižico receptov, zato se tudi na stojnicah so se odzvali na to temo in ponujajo dosti jedi iz prosa, slaščice, nakit iz prosa in vse to. Če delaš s srcem, postane zadeva pristna.
Jaz sem povabila vse te šole, organizacije, društva in odzvali so se v velikem številu. Vse obiskovalke in obiskovalce stojnic na Trgu kulture Murski Soboti je nagovoril magister Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, ter ob tej priložnosti povedal. Občina že ves čas dejansko podpira take projekte. Dejstvo je, da živimo v družbi, ki se hitro spreminja, spremembe so postale naša stalnica in tudi vse življenjsko učenje, se pravi pridobivanje novih znanj, kompetenc je nujno potrebno, da lahko potem v taki družbi tudi funkcioniramo. Danes, kot vidite, je pestro, tukaj je veliko institucij, ki dejansko ponujajo neko znanje, kjer odrasli, tudi starejši, mladi, se pravi vse generacije, lahko izpopolnjujejo svoje znanje in pridobivajo neke nove kompetence. Ljudska univerza kot nosilna institucija vseživljenjskega učenja nekako in vključuje tudi ostale, od glasbene šole do Zveze Romov, se pravi veliko teh organizacij in dejstvo je, da se tudi me presenetilo tako dobra udeležba in seveda pozdravljam in to tudi v mestni občini ves čas podpiramo. V Murski Soboti Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota otrokom, mladostnikom in odraslim ponuja številne programe vzgoje za zdravje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Svojo stojnico so bili tudi to pot na paradi učenja. O njihovem poslanstvu Tadeja Puhek-Lenart. Center za krepitev zdravja mi smo kot ena mavrica, kjer res je različen tim, to od dietetika, potem kineziologa, fizioterapeuta, diplomiranega zdravstvenika in psihologa. Seveda smo v okviru zdravstvenega doma, na voljo imamo najrazličnejše delavnice, ki jih izvajamo lahko v skupinah ali recimo individualno s kakšnimi pogovornimi uri. Seveda vemo, da je samo zdravje naše največje bogastvo, zato tudi moramo skrbeti zanj in mi smo vam skozi na voljo. Najboljša je vedno preventiva, ker tudi tako ne, zato moramo tudi celo življenje skrbeti, že začeti v zgodnjem otroštvu in potem tudi v kasnejših zrelih letih. Knjižnice so same po sebi opredeljene kot institucije vseživljenjskega izobraževanja in zato na paradi učenja ni manjkala tudi stojnica Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Ob robu dogodka je Janez Horvat povedal. Pokrajinska in študijska knjižnica se že vsa leta vključuje v parado učenja. Letos smo se odločili, da bomo ponudili izbor lastnih izdaj, ki jih je Pokrajinska in študijska knjižnica letos in tudi v preteklosti izdala. Gre predvsem za domoznansko gradivo. Naši domoznanci raziskujejo, popisujejo in potem tudi izdajajo raznorazne vsebine, ki so kakorkoli povezane z lokalnim okoljem. Letos smo izdali novo številko strokovne knjižnične revije Prekmurjana. Tako da tukaj ponujamo izbor teh zadnjih izdaj, ki smo jih izdali. Poleg tega pa ponujamo tudi knjige, ki smo jih kot knjižnica prejeli v dar od raznih donatorjev oziroma posameznikov, ki so ozaveščeni in namesto, da bi knjige vrgli enostavno v koš, jih ponudijo nam, mi jih skrbno pregledamo, tisto, kar pride pri nas poštev, damo v lastni fond, ostalo pa ponudimo ob raznih prilikah in ena od teh priložnosti je tudi danes, tako da si bralci lahko na stojnici tudi izberejo in nesejo sabo domov knjižno darilo. Za vse populacije, za vse starostne skupine, kakor tudi za vse od najmlajših, za starejše pa seveda za prosti čas, pa tudi za študij. Tako da izbor je res pester in vabimo vse obiskovalce, ki še niso prišli k nam, da se oglasijo in se sami prepričajo. Pestra paleta ustanov, društev in zavodov se je predstavila na paradi učenja. S kamero in mikrofonom smo se pomudili pri stojnici Varstveno-delovnega centra Murska Sobota, kjer nam je Špela Krčmar pojasnila več o njih. Varstveno-delovni center je regijski socialno-varstveni zavod. Izvajamo storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo v 4 enotah dnevnega varstva, to je v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru in še potem imamo 3 bivalne enote. Tako da naša storitev je v bistvu, da nudimo uporabnikom možnost za razvijanje samostojnosti, da z nami sodelujejo in da tudi ustvarjajo. In danes tu v bistvu so naši izdelki,
V zadnjem času smo se usmerili v izdelke iz naravnega materiala in potem smo tudi nekaj spekli, da se malo naši gostje lahko tudi pogostijo. Imamo sodelavce, ki imajo polno talentov in ena sodelavka v mursko-soboški enoti se je zelo dobro potrudila in skupaj z uporabniki je pripravila sladice. Cilj in namen parade učenja je tudi to dosežen, morda celo presežen. Na enem mestu so se srečali ponudniki znanj in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Predstavitve izobraževalnih programov, ustvarjalni in gibalni kotički ter delavnice za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko in večkulturno povezovanje, živahen utrip, barvitost, obilo radovednosti, ponosa, upanja. Vse to je mogoče doživeti v družbi zagovornikov in uresničevalcev kulture vseživljenjskega učenja. To je bilo za danes vse. Želimo vam še lep konec tedna, pa do naslednjič, nasvidenje.